imenu Univerze v Mariboru vam predajam to masko simbolično, ki sicer ni nekaj, kar bi bila zaključena zgodba, ampak mislim, da je zgodba, ki bo v veliko pomoč in tudi z veliko potencialom za vse vaše zaposlene in tudi v smislu premagovanja trenutne krize, za katero verjamem, da jo bomo uspešno premagali. Spoštovani gospod rektor, iskrena hvala. Iskrena hvala tudi raziskovalcem na Univerzi v Mariboru, ki so se izjemno potrudili in mislim, da bo to dosti dober temelj, da tudi to masko, ki je sedaj izjemno uporabna v teh težkih časih, lahko možno izboljšati in jo tudi opremiti s sodobnimi tehnologijami, ki jih prav tako raziskujete. Tako da se vam v imenu vseh zaposlenih iskreno zahvaljujem. Hvala lepa. Od srca se zahvaljujemo Univerzi v Mariboru. Izdelali so perfektne maske, ki jih v našem kliničnem centru nujno potrebujemo. Tukaj govorim za oddelke, kjer se zdravijo COVID pacienti, za operacijske dvorane, za intenzivno terapijo in pa nekatere ambulante, kot je recimo ambulanta za ORL in pa oftalmologijo. Tukaj jih rabimo vsak dan, vsako uro in bodo prišle še kako prav. Še enkrat od srca hvala. Seveda obrazne maske, ki smo jih razvili na Univerzi v Mariboru v smislu uporabe v bolnišničnem okolju, so prvi korak k temu, da bomo razvili celovitejši pristop, ki bo umerjen na posameznega uporabnika in bo vključeval vse potrebne dodatne elemente senzorike, ki bodo omogočali tako mnogo komfortnejšo uporabo, kot tudi nadzor, pa seveda tudi komunikacijo med bolnišničnim osebjem. Prvi korak, ki smo ga naredili z uporabo komercialne maske, je pokazal dobre rezultate in velik potencial, ki jih lahko ta projekt ima tako za seveda slovensko gospodarstvo z odličnimi rezultati, pa potem za naše zdravstvo, ki bodo v tem času še kako pomembno vplivali na uspešnost premagovanja kriz, kot jo imamo priliko doživljati danes. Na Univerzi v Mariboru smo pridelali v prvi fazi te komercialne maske za potrebe zdravstvenega osebja v UKC Maribor. Seveda pa nadaljujemo z razvojem naprej. Na tem mestu bi se zahvalil prvo podjetju Decathlon, ki nam je za to predelavo v prvem valu epidemije že doniral 200 teh mask, in podjetju Margento R&D, ki so pa dejansko donirali te zaščitne filtre. Nadaljujemo seveda z razvojem tako imenovanega projekta Slow Mask, ker želimo zagotoviti, da bo naše gospodarstvo lahko samo za potrebe Slovenije samo zadostno proizvajalo zaščitno opremo. Seveda bo tista maska naprednejša, bo tudi pametna postala in bo imela seveda neko zelo uporabno vrednost v medicini. Tukaj pa sodelujemo s podjetji, kot so Miniplast in Roto in Sine, kateri pač nam sorazvijajo komponente in dejansko tudi lahko zagotovijo potrebno industrializacijo samih izdelkov.